Nova Slovenija je zame prostor, kjer lahko udejanjam tudi svoje ideje, svojo vizijo, kakšni državi želim živeti in predvsem mi daje možnost, da prispevam en kamenček k našemu skupnemu uspehu in k naši državi Sloveniji. Ja, tistih dni se spominjam kot nekdo, ki je takrat pomagal dr. Bajuku pri ustanavljanju stranke, predvsem iz organizacijskega, tehničnega vidika. Se pravi, moja naloga je bila takrat od rezervacije dvorane na Zavodu za zdravstveno zavarovanje do prvo tablo, ko še ni imela stranka logotipa, ampak sem napis Nova Slovenija, sem lastnoročno pomagal obesiti na sceno prireditve. Potem pa seveda tudi to, da smo skupaj s kolegicami in kolegi posedli vse ljudi, da se je vse skupaj odvilo organizacijsko in da je takrat nastala Nova Slovenija. Ja, dejansko po tisti neuspešni združitvi SLS-a in SKD-ja je na nek način zazevala praznina na tem prostoru prave krščanske demokracije in prinesla je dejansko to krščansko-demokratsko idejo ponovno v slovenski prostor. Bilo je seveda velikokrat tudi napeto in on je velikokrat znal na svoje sodelavce, bi rekel, svojo jezo stresati in eden izmed teh sodelavcev sem tudi jaz. Ena dobra stvar se mi je zdela in mi je polepšala, bi rekel, moj pogled na njega, je, da sem se neko jutro zbudil in takrat, ne vem, zakaj sem ugašal telefon, ampak takrat smo imeli vsi telefonske tajnice in poslušal, kakšna sporočila so posneta. In ob 3 in še nekaj zjutraj je dr. Bajuk poklical in je rekel, vas ko skrušen, da se mi opravičuje, ker me je prejšnji večer nekaj nazjal in da jaz nisem kriv in se mi je za to opravičil. To moram reči, da mi je zelo veliko pomenilo in sem se zapomnil za celo življenje. Pričakovanja ob ustanovitvi so bila zelo velika. Namreč vsi tisti, ki smo bili nekdanji krščanski demokrati, smo se ob združitvi strank počutili na nek način, lahko bi rekel, izdane, ali pa še bolj prevzete. In potem se je pojavila ideja o Novi Sloveniji, o novi stranki in vsaj meni osebno se je zdelo to fantastično in je bilo neko upanje novo se je pojavilo in vsi tisti ljudje, ki smo delali za SKD na terenu, smo z veseljem pograbili to idejo in se pridružili Novi Sloveniji in jo pomagali tudi vse ustanavljati. Jaz sem prepričan, da smo v teh 20 letih, da je Nova Slovenija upravičila svoje zaupanje. Je šla pa čez vzpone in padce. Je imela uspehe in je imela neuspehe. Je imela dober rezultat in je izpadla z parlamenta. Pa gledano nazaj danes, je bila ta pot potrebna in je ta stranka edinstvena potem tudi zaradi vsega tega, kar je doživela. Tudi izpad z parlamenta. Vsake zgodbe smo se nekaj naučili, vstali in šli naprej. Nova Slovenija v trenutni politični prostor prinaša zagotovo na prvem mestu neko stabilnost, prinaša neke trajne vrednote, prinaša učinkovitost z delom v vladi, prinaša en dialog med različnimi stranmi. Ne glede na to, da smo danes del politične koalicije, se pravi vladajoče koalicije, pa smo še zmeraj stranka, s katero so se pripravljene prav vse stranke v slovenskem političnem prostoru pogovarjati. In takih strank ni veliko. Se pravi, smo nek steber dialoga, nek steber stabilnosti. In to se mi zdi, da je neka vloga, ki jo morda Slovenci še čisto nam ne priznavajo, ampak vsak dan bolj pa zagotovo. Za prihodnje moji stranki želim, da bo rasla naprej, zanesljivo in z trdnimi koraki, ampak vedno samo navzgor.